Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v novi oddaji Minute za zdravje, kjer imamo tudi danes v naših gosteh gospoda Bojana Madjara, magistra farmacije. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Danes torej tema, ki se je bomo malo dotaknili, je torej vpliv hrane na učinek oziroma škodljivost zdravil. Zdaj v lekarni pogosto dobimo navodila za jemanje zdravil. Nam lahko predstavite, zakaj je pomembno in kako lahko recimo hrana vpliva na samo delovanje zdravila? Ja, vsekakor hrana ima lahko določen vpliv na zdravila, lahko v različnih procesih, recimo lahko deloma vpliva tudi na to, kako se potem učinkovina prenaša po krvi, kako se presnavlja, kako se izloča. Ampak dobro, ta vpliv je mogoče manj izrazit kot pa dejansko tisti vpliv v prebavilih, ko se zdravila sproščajo, se pravi učinkovina sprošča iz farmacevtske oblike in pa potem, ko se potem ta učinkovina, ki deluje, vsrka iz prebavil v kri. Vse to je logično, nekako večino zdravil zaužijemo skozi usta in seveda potem zdravila in hrana potujejo po isti poti in seveda tu si lahko malce vplivajo druga na drugo. Predvsem nekako si ne želimo tega vpliva hrane na zdravila, kadar gre za neke škodljive vplive, ker se lahko zmanjša učinkovitost zdravljenja z zdravilom. Lahko se potem zaradi tega tudi izrazijo nekatere neželene učinki, ki jih seveda prav tako si ne želimo. Tako da v teh primerih seveda je zelo pomembno izpostaviti ta vpliv hrane, da potem pacient vzame zdravilo na način, da bo hrana torej najmanj škodovala. Včasih pa seveda so ti vplivi tudi pozitivni, se pravi, takrat pa seveda tudi s tem pravilnim načinom odmerjanja glede na hrano dejansko lahko izboljšamo učinek ali pa zmanjšamo neželene učinke. Tako da deluje lahko v eno ali pa drugo smer. No, zdaj v primeru katerih zdravil pa recimo moramo upoštevati navodila za odmerjanje glede na hrano? Zdaj, na splošno rečeno, seveda, če upoštevamo tisto prej rečeno, da vseeno ta najpomembnejši vpliv, ki se najpogosteje tudi klinično izrazi, je pri zdravilih, ki jih zaužijemo. Torej so zdravila, ki jih pojemo, po domače povedano, to je tudi večina zdravila, to so tablete, kapsule, kaki peroralni praški, sirupi in podobno, ker je ta vpliv v prebavilih največji. Se pravi, da manjši vpliv hrane oziroma zanemarljiv vpliv hrane običajno je pri zdravilih, ki jih recimo apliciramo vaginalno, rektalno, neke kapljice mazila za oči, v nos, v ušesa, ali pa recimo zdravila, ki jih damo na kožo v obliki krem, mazil ali pa kakih transdermalnih obližev. Tu se že logično tega vpliva nekako ne pričakujemo in je zato ponavadi odmerjanje teh zdravil neodvisno od hrane. Se pravi, torej, samo je pri vseh zdravilih tako, da moramo paziti glede na odmerjanje na obrok ali le pri določenih torej? Ja, ne pri vseh, ki jih zaužijemo, absolutno ne, pri določenih. Rekel bi tako čez palec, da večino zdravil, ki jih imamo v obliki tablet ali kapsul, na srečo ni treba odmerjati glede na hrano oziroma ta vpliv hrane ali pa obratno ni tako klinično pomemben, pri nekaterih pa je zelo, včasih celo govorimo o tem, da je specifična živila lahko vplivajo na določena zdravila, tako da ne samo splošno glede na hrano, ampak tudi kaj pojemo. Torej, so tu kakšna splošna navodila glede na hrano, se pravi, pri odmerjanju zdravil? Ja, splošna navodila vsekakor so. Običajno, kot rečeno, ker hrana ne vpliva, potem govorimo o tem, da se zdravilo lahko zaužije ne glede na obrok hrane. To pomeni, da je praktično pacientu, uporabniku zdravila prepuščeno, kako bo vzel. Za njega, za zdravljenje z tem zdravilom bo vseeno, ali bo to zaužil s hrano ali pa na prazen želodec. Običajno pa res velja, da vseeno ne smemo spregledati potrebe, da običajno je treba tableto, kapsulo poplakniti z neko določeno količino tekočine, kak deci pa pol do 2 decilitra vode bi naj vseeno to bilo. Potem pa seveda manjši segment zdravil je pa, kjer hrana igra pomembno vlogo. Tam imamo lahko navodilo vzemite na tešče.
To pomeni, da vzamemo zdravilo takoj zjutraj, ko vstanemo. Nateščaj ponavadi pomeni, da ne sme biti hrane v želodcu. In idealno bi bilo, da vsaj kakih 6 ur nismo prej zaužili hrane in to ponavadi pomeni, da zjutraj, ko vstanemo, čez noč ne jemo, da potem to zdravilo zavzamemo, pa tudi kako uro potem še ne jemo. Včasih piše oziroma je navodilo, da vzamete na prazen želodec. V tem primeru ni nujno, da ga vzamemo zjutraj nateščaj. Prazen želodec je tudi lahko kadarkoli tekom dneva, če od zadnjega obroka hrana minilo vsaj nekje 2 uri. To je nekako čas, ki potem ga prebije hrana v samem želodcu, potem gre naprej. Ali pa recimo, če je to vsaj kakšne pol ure ali pa 1 uro pred jedjo. Potem pa imamo seveda navodilo vzemite s hrano. Včasih, kdo pravi, med jedjo, po jedi, tik pred jedjo ali takoj po jedi, sej konec koncev je to vseeno. Načeloma je tako, da ko hrana pride, dovoljšna količina hrane v želodec, se potem nekako tukaj proces prehoda nadalje ustavi in nekje do 2 uri ostane hrana v želodcu, tako da ne glede na to, nekje ob obroku hrane potem moramo tako zdravilo zaužiti. Pa ko moraš vzeti s hrano, je seveda tudi pomembno, s katero hrano vzamemo. Torej, mora neka specifika tudi tukaj biti, če mogoče na to temo povemo. Zdaj, kateri primeri, če nam lahko predstavite teh specifičnih živil, bi naj zaužili ali naj jih ne bi seveda? Ja, tako. Tukaj spet lahko gremo malce v globino. Se pravi, stvari se znajo komplicirati tudi na področju farmacije. Nimamo nekih splošnih navodil, zato pri določenih, sej ni jih toliko, ampak so seveda. Ko začneš premišljevati, najdeš kar nekaj takih primerov. Verjetno je najbolj značilen primer je to zdravilo za preprečevanje nastanka krvnih strdkov, ki spada v skupino tako imenovanih komarinskih antikoagulantov, učinkovina recimo ta, ki se pogosteje uporabljajo varfarin. Tukaj je treba biti pozoren, da s hrano seveda zaužijemo nekaj vitamina K, ker ta vitamin K je v zelenjavi, temu se seveda popolnoma ne moramo odpovedati, ker to bi spet vplivalo na naše zdravje na drug način, ampak želimo si, da bi vnos vitamina K, torej preko sadja in zelenjave, predvsem preko zelenjave, bil enakomeren skozi vse dni. Tako da tukaj paciente opozorimo, da recimo, če jedo solato, recimo, da vsak dan pojejo, približno isto količino solate, da ni to mogoče en dan ogromno tega, potem pa nekaj dni spet nič. Ker ta vitamin K, ki je v solati pa tudi v drugi zelenjavi, namreč lahko vpliva na delovanje tega zdravila. Potem drug primer bi bili recimo bolniki z Parkinsonovo boleznijo. Večinoma se slej ko prej zdravijo z učinkovino, ki se imenuje levodopa. Gre za spojino, ki se vsrka iz prebavil v kri preko določenih molekul, preko katerih se vsrkajo tudi druge aminokisline. Aminokisline se nahajajo sogradniki beljakovin in če nekdo zaužije visoko beljakovinski obrok, potem tvega, da bo se zdravilo slabše vsrkalo v kri, kar pomeni, da bo slabši učinek zdravila. Zato pri teh bolnikih seveda, spet, brez beljakovin ne moremo živeti. Beljakovine so gradniki naših mišic, recimo. Tako da beljakovinsko hrano seveda rabimo, ampak tem bolnikom pa recimo priporočamo, da naj je obrok bogatejši z beljakovinami bolj zvečer, saj gredo potem spat in jih potem ti simptomi Parkinsonove bolezni toliko ne motijo kot čez dan, da se na ta način prilagodi. Ali pa vsaj, da se določen razmik med obrokom hrane in med zdravilom naredi, če je to možno. Včasih to tudi ni možno, ker ko bolezen napreduje, se ta zdravila odmerjajo tudi 3, 4, 5, 6 krat dnevno in seveda potem je že težko uskladiti to, pa še odmerjanje oziroma obroke hrane. Tako da to so recimo primeri, mogoče včasih ljudje se zelo spomnijo, predvsem pri antibiotikih, torej pri protimikrobnih zdravilih, da lahko mleko vpliva na določena zdravila, kar je res, na določena protimikrobna zdravila tako, da veže te molekule, prepreči absorpcijo, prepreči delovanje zdravila, zato svetujemo, lahko jeste, ampak ne mleka ali pa mlečnih izdelkov, ampak vedno so neke izjeme, tudi tu imamo eno učinkovino.
nitrofurantoin, kjer pa svetujemo ravno obratno. Če že ne morete s hrano vzeti, pa vzemite ta antibiotik, po domače povedano, z mlekom, kar marsikoga tudi preseneti. Zato, ampak, kot rečeno, vedno so neke izjeme, specifike, zato je fajn, mislim, moramo to vedeti in potem farmacevtu tudi pravilna navodila pacientu predati. Tako se dobro pozanimati, da je potem vse skupaj lažje, da ne pride do neljubih zapletov. No, prej ste omenili, da splošnih priporočil za odmerjanje zdravil glede na obrok hrane ne morete podati, saj obstajajo seveda številne karakteristike, od katerih je to odvisno, ampak vseeno lahko recimo podate neko splošno priporočilo glede najpogostejših zdravil, kot so recimo analgetiki. Tako je, to je dejansko zdravilo, ki se slej ko prej vsakdo z njim sreča, ne? Pa se je že, ker jih uporabljamo velikokrat tudi za zniževanje povišene telesne temperature in seveda otroci lahko tudi pogosto zakuhajo, ne? Imajo vročino že ob navadnem prehladu, ko ponavadi odrasli pri prehladu z vročino nimamo težav, so kakšne druge težave. Tukaj bi mogoče recimo paracetamol je najpogostejši analgetik, to bi lahko jemljajo tako otroci kot odrasli, pa tudi določeni bolniki z določenimi boleznimi, načeloma ga lahko vzamejo, pa nekaterih drugih analgetikov recimo ne smejo oziroma je manj priporočljivo. Tukaj recimo, če upoštevamo, če je bolečina, seveda želimo to bolečino odpraviti čim prej, ali pa tudi, če je povišena telesna temperatura, želimo jo čim prej znižati, ne. In se pravi, čas delovanja je zelo pomemben, ponovadi ta zdravila zaužijemo skozi usta in seveda takoj zdravilo to ne more delovati, mora priti skozi prebavno cev v želodec, včasih se absorbira v želodcu, včasih ne, mora priti v tanko črevo, šele tam se absorbira, prej mora razpasti. Se pravi, vse to so neki procesi, ki potem vplivajo, zamaknejo učinek. Če je prisotna hrana sočasno, potem, kot sva rekla, zapre, ne. 2 uri ne gre nič naprej, ne. In lahko tudi zamakne učinek. Zato pri analgetikih recimo to znanje izrabljamo in raje vzamemo recimo posebej, če je to paracetamol, na prazen želodec oziroma ne pojemo takoj česa zraven, da bo hitrejši učinek. Po drugi strani imamo analgetike, ki so pa v osnovi lahko bolj kot kemijsko kisline delujejo, dražijo želodec, vplivajo tudi na samo sluznico, malce na druge procese, ne samo zato, ker so kisline in tam pa si nekako prisotnost hrane želimo, ker na ta način zmanjšamo recimo neželeno delovanje na prebavila, tako da zelo odvisno, za katero zdravilo dejansko sploh gre. In mogoče še za konec bi vas prosim še za pojasnilo, kje lahko pacient najde informacije torej o pravilnem jemanju svojega zdravila glede na obrok hrane? Zdaj, v lekarnah tudi mentorji učimo naše mentorirance, da predvsem v primerih, ko je to pomembno, na to posebej, kadar gre za prvo izdajo, se pravi, ko se pacient prvič sreča z nekim zdravilom, da na to tudi opozorimo, ne. Tako da običajno velja, če glede določenih tablet, kapsul ničesar ne rečemo, potem je načeloma vseeno. Če pa že kaj izpostavimo, potem je pa to pomembno, ne. Vedno niti ne povemo razloga, ne razlagamo vsega, ampak povemo, vzemite s hrano. To je pomembno. Bodi si za to, da bo takrat učinek boljši, ali pa da zmanjšamo neželene učinke. Recimo, ali pa obratno, zaradi tega moramo vzeti na prazen želodec ali podobno. Tako da to, se pravi, poslušajmo farmacevta, lahko, če smo v dilemi, ga tudi pokličemo, sami poprašamo, ga spomnimo mogoče na to, če je to sploh pomembno ali ne. Drugače pa vsakemu zdravilu je vseeno pridana v škatlici tudi tisto navodilo na lističu. Tam je eno poglavje, mislim, da je pod zaporedno številko 3, ki opisuje način uporabe zdravila in če ne drugega, vsaj tisto je res priporočljivo prebrati si in tam ponavadi informacija. Proizvajalec tekom razvoja zdravila to preveri, če hrana vpliva in če ta vpliv je klinično pomemben, potem ga tudi nekako opiše, poda navodilo, kako jemati zdravila. Če ničesar glede na hrane ne piše v navodilo, potem to pomeni, da hrana tukaj vpliva nima in da zdravilo lahko zaužijemo ne glede na obrok hrane. V
V nasprotnem primeru torej pa je to tudi točno zapisano, kdaj, kako, glede na obrok hrane, pa tudi mogoče glede specifike določena živila, kako vplivajo. Tako, vedno ste pa na voljo, če bi v primeru, da vas lahko pokličejo, če pride do neprijetnih situacij, da jim svetujete oziroma pomagate. Tako, seveda. Krasno. Gospod magister farmacije Bojan Madjar, najlepša vam hvala za vse zdravstvene nasvete, pa upamo na vse dobro v teh prihodnjih mesecih, da bo čim manj tega. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, tukaj se pa tudi današnja oddaja počasi zaključuje, tako da upamo, da vam je nasvet kakšen zagotovo tudi pomagal, tako da ostanite še vedno v naši družbi naprej in lep pozdrav do prihodnjič.